Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi vikend, posvečen veliki nagradi Madžarske. In v uvodnem prispevku si bomo, kot običajno, pogledali vse tiste zanimivosti ter značilnosti, še preden se bodo prave aktivnosti na progi pričele. Kot ponavadi bo tudi tokrat naš uvodni prispevek razdeljen na 3 vam dobro znane dele. V prvem si bomo ogledali, kaj se je zanimivega zgodilo na lanski izvedbi dirke za veliko nagrado Madžarske. V drugem delu si bomo ogledali lastnosti proge v Hungaroringu, v tretjem, zadnjem, bomo pa nekaj minut porabili še za vremensko napoved. A začnimo na samem začetku in oglejmo si, kaj je bilo zanimivega na lanski dirki za veliko nagrado Madžarske. Tu je treba poudariti, da smo na lanski dirki za veliko nagrado Madžarske lahko spoznali, kakšna je v resnici razlika med strategijo in taktiko. Videli bomo v nadaljevanju, kako je strategija stopnjo nad taktiko in kako lahko taktični prijem dobesedno poruši še tako dobro strategijo. A poglejmo si na začetku, kaj so pokazale kvalifikacije. Najhitrejši je bil Charles Leclerc, za njim Oscar Piastri ter nato Lando Norris in George Russell. Kot zanimivost, tako Fernando Alonso kot Lance Stroll sta bila izjemno visoko. Oba voznika Aston Martina smo dobili v tisti zadnji skupini na 5. in 6. mestu. Na 8. mestu je bil Max Verstappen, kar si velja zapomniti. In tu je treba poudariti, da so se boji na progi v Hungaroringu začeli takoj zatem, ko se je ugasnila luč na samem semaforju. Namreč treba je poudariti, da je že v zaviranju v prvi ovinek Piastri hotel prehiteti Leclerca in da je takrat Lando Norris napravil napako, bil predolg in izgubil nekaj mest. A glavno se je dogajalo v ozadju, kjer se je Max Verstappen boril in začel približevati vodilnim. A ker je bil v ozadju, se je odločil za taktiko predčasnega postanka, torej da se ustavi nekoliko pred svojimi nasprotniki in da nato z svežim setom pnevmatik nadoknadi tisti čas, ki so ga drugi izgubili, ker so vztrajali na starejši. Seveda, predčasni postanek deluje samo v omejenem številu primerov. In tu bomo videli, da smo bili priča enemu, ko to ni delovalo. Ampak Max Verstappen se je ustavil v 17. krogu. Njegovi direktni nasprotniki so mu sledili, da so nekako pokrili to njegovo gesto in so bili pri svojih mehanikih tam v 18. ali 19. krogu. Ampak niso upoštevali enega dejstva, da je krog v Hungaroringu sorazmerno kratek in da je izjemno enostavno priti v gnečo. In to se je zgodilo vsem. Prišli so praktično za počasnejše voznike in v tistih nekaj ključnih krogih niso bili sposobni izkoristiti svežega seta pnevmatik. Ampak položaj je izkoristil Lando Norris, ki je imel drugačno strategijo, samo z enim postankom. In vztrajal je na progi do 31. kroga. In tako po svoji menjavi, ko se je vrnil nazaj k ostalim,
res ni prišel kot vodilni, ampak ni imel nikogar, ki bi ga zadrževal, kar je pomenilo, da ni izgubil toliko časa kot ostali. Tudi če je imel počasnejši ritem. In tu ne smemo seveda sedaj pozabiti, da so se ostali ustavili tam med 40. in 45. krogom in nato je Lando Norris praktično po lestvici začel iti navzgor. Ne bi rad tu izpustil še nekaj pomembnega dogodka. Charles Leclerc je dobil 5 sekund pribitka, ker je pri branjenju položaja v boju z Georgeom Russellom prevečkrat zamenjal smer. In na koncu smo videli, da je dirko zmagal Norris, čeprav je na začetku napravil kar veliko napako pred Piastrijem in že prej omenjenim Georgeom Russellom. Tudi tu ne smemo pozabiti, da sta oba Aston Martina prišla do točk. Kot zanimivost, ta je bila 200. zmaga za McLaren v svetovnem prvenstvu Formule 1. In za Ferrarijem so bili prvi, ki so prišli do tako pomembnega rezultata. A toliko o tem. Sedaj upam, da razumemo, da je strategija nekako nad taktiko in da seveda taktika lahko pokvari še tako dobro strategijo, ampak v vsakem primeru ne gre za sopomenki. A pustimo sedaj lansko dirko za veliko nagrado Madžarske pri strani in poglejmo si lastnosti proge. In tu velja najprej poudariti, da smo priča spremembam, kar se tiče območij na samem Hungaroringu. Imamo kar nekaj tako imenovanih straight line mode, kar pomeni, da bodo tam lahko vozniki uporabljali tisti način, ko so aerodinamični profili na prednjem in zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju spuščeni. Ampak vseeno bo tam na koncu edine prave ravnine priložnost za prehitevanje in mogoče se bo to podaljšalo še na tisto mini ravnino za prvim ovinkom kot običajno. Ampak, če sedaj pogledamo znano tabelo Pirellija, bomo najprej takoj opazili, da imamo mešanice, ki so identične lanskim. Govorimo o izboru C3, C4 in C5. Kar se tiče lastnosti proge v Hungaroringu, je izjemno enostavno vse razložiti. Imamo vrednost 3 pri večini tistih lastnosti, razen pri pospeševanju in evoluciji, kjer je vrednost 4. In lahko bi dejali, da v Hungaroringu imamo dokaj povprečne razmere. In to je pomembno, če primerjamo to progo z ono v Monaku, ker so vrednosti čisto drugačne. In zakaj ta primerjava med Madžarsko in Monakom, videli bomo v nadaljevanju. Če se sedaj ustavimo pri previsnem kotu, je ta na prednji osi določen na -3 stopinje celih 25 in na zadnji osi na -2 stopinji. Enako kot lani. Za primerjavo, v Monaku -3,25 na prednji osi, -2 stopinji celih 25 na zadnji osi. Razen tiste četrtine stopinje višjemu kotu na zadnji osi, so zadeve skorajda identične. Ampak treba je povedati, da tudi kar se tiče minimalnega tlaka, je zadeva dokaj zanimiva. Namreč na prednji osi imamo vrednost 25 funtov na kvadratni palec, na zadnji osi pa 24 funtov na kvadratni palec. Seveda, ko so pnevmatike segrete, se mora minimalni tlak zvišati še za pol funta na kvadratni palec. Ampak videli smo že nekaj, da je razlika med prednjo in zadnjo osjo. Nekaj, na kar smo bili navajeni v preteklih sezonah, ampak videli smo letos,
da na marsikateri dirki ni bilo tako. Lani smo tu imeli predpisan tlak 22 funtov na kvadratni palec na prednji osi in 20 funtov na zadnji osi, kar pomeni, da se je tlak med lani in letos nekoliko zvišal, ampak ni nekih bistvenih razlik. Zopet za primerjavo Monako. 24 funtov na kvadratni palec na prednji osi, 23 funtov na kvadratni palec na zadnji osi, kar pomeni, da je tu na Madžarskem funt na kvadratni palec višji tlak kot v Monaku. In če koga zanima, če ne zna to izračunati, funt na kvadratni palec je močno zaokroženo 0,07 bara. In to v formuli 1 pomeni mnogo. In sedaj, da bomo razumeli, v Monaku vemo, da so zadeve takšne, da lahko prevozijo celotno veliko nagrado za enim setom pnevmatik in se ne bi ustavljali, če pravilnik tega ne bi zahteval. Na Madžarskem je zgodba čisto drugačna. Čeprav nimamo težav z obrabo, kljub temu, da boste lahko tu slišali v raznih virih, ampak tu imate simulacijo, imamo dva druga pojava, ki sta bistveno bolj zahrbtna. Imamo zrnjenje in imamo degradacijo. Zrnjenje je takrat, ko fekalna površina se praktično naguba v samem ovinku, ker bolid potiska proti zunanjemu robu in seveda, ko izgubi oprijem, se posnamejo tisti vrhovi. Nato, ko se na ravnini nazaj fekalna površina nekako spravi v prvotno obliko, vidimo, da izgleda, kot da bi jo počesali z nekim nevidnim, razbeljenim, velikim glavnikom. Po drugi strani vidite tu, da imamo tudi termično degradacijo, ki je odvisna od temperaturnih ciklov. In vidite lahko sami, kolikokrat se v krogu zamenja temna in svetla barva. In to pomeni, da bomo lahko videli na progi v Hungaroringu kar zanimivo sliko, tako na strategiji kot tudi na taktiki. Ampak seveda vse bo tudi odvisno od tega, kakšne bodo vremenske razmere. Na koncu nam ostane še kot običajno vremenska napoved. In v petek, kot vidite, bo oblačno. Temperature zraka se bodo gibale med 14 in 26 stopinjami Celzija. Medtem ko je možnost padavin ocenjena na 0% strani meteorologov, naj bi bila temperatura asfalta tam med 40 in morda celo 45 stopinjami Celzija. Zadeve se bodo nekoliko spremenile v soboto. Namreč vreme bo sončno in temperature bodo zaradi tega posledično višje. Med 14 in 29 stopinjami Celzija. Zopet 0% možnosti kakršnihkoli padavin, ampak temperatura asfalta bo med 48 in 50 stopinj Celzija. Kakšne bodo pa razmere v nedeljo, lahko bi dejali zanimive. Oblačno z 40% možnostjo manjših padavin celo med samo dirko. Temperature se bodo gibale med 17 in 32 stopinjami Celzija, medtem ko bo temperatura asfalta nad 50 stopinjami Celzija. Kar pomeni, da bo na tisti dan, ko bomo spremljali dirko za veliko nagrado Madžarske, vsaj kar se tiče vremena in temperatur, dokaj pestro. A toliko o našem uvodu k veliki nagradi Madžarske. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.